Nekateri najbolj znani serijski morilci so tisti, ki nikoli niso bili identificirani. Drugi ostanejo znani tudi potem, ko jih ujamejo. Na srečo so ti zaskrbljujoči posamezniki odstranjeni z ulic in odgovarjajo za svoja kazniva dejanja. Izginotje Danielle Imbo in Richarda Petroneja je morda ena izmed najbolj nenavadnih nerešenih zadev FBI-ja. Par je izginil skupaj z Richardovim avtomobilom leta 2005. Običajno je v takšnih okoliščinah najbolj verjeten scenarij, da je prišlo do nesreče in da sta par ter avto potopljena v vodi. Toda preiskovalci FBI verjamejo, da se je morda zgodilo nekaj bolj zloveščega. Danielle in Richard sta bila prijatelja iz otroštva in sta se na kratko hodila v srednji šoli, preden sta šla vsak svojo pot. Oba sta imela druge zveze, otroke, in Daniela se je poročila z moškim po imenu Joe Imbo. Daniela in Joe sta imela skupaj sina, malega Joeja, vendar se je njuna zveza razpadla kmalu po rojstvu otroka. Oba sta se ločila in Daniela je nameravala vložiti zahtevo za ločitev. Potem, ko je Daniela končala razmerje z Joejem, sta se ona in Richard ponovno začela sestajati. Bilo je razmerje z vzponi in padci, Daniela pa ga je dejansko končala nedolgo preden sta izginila. Toda 19. februarja 2005 sta se odločila, da gresta spet ven. Še en par se jima je pridružil na pijači v Tex-Mex restavraciji z imenom Abilene's v južni Filadelfiji. Drugi par je opazil, da sta se celo noč poljubljala. Ko so okoli 23:45 odšli, so odšli skupaj. Richard je nameraval odpeljati Danielo do njenega doma v Mount Laurelu v New Jerseyju, preden bi se sam odpravil domov. Ko sta zapustila restauracijo, je bilo to zadnjič, da ju je kdo videl. Danielina družina je naslednji dan sprožila alarm. Ni bila doma, ko je njen odtujeni mož pripeljal njunega sina. Družina je stopila v stik z družino Richarda in lokalno policijo, ter začelo se je iskanje para. Vendar pa para nikoli niso našli. Danielin brat je plačal polet s helikopterjem, da bi iz zraka pregledal pot, po kateri sta se peljala, vendar ni bilo nobene sledi po Richardovem črnem Dodge Dakota tovornjaku. Iskalne in reševalne ekipe so preiskale vodne poti, mimo katerih bi par lahko šel, da bi preverile, ali je prišlo do nesreče. Niso našli nobenih znakov, da bi prišlo do nesreče. Nekateri pripadniki organov pregona so ugibali, da je izginotje preveč čisto in so namigovali, da bi lahko bil vpleten še kdo drug. Namigovali so, da bi lahko bilo njuno izginotje načrtovano in izvedeno s strani profesionalnih kriminalcev. Pozornost se je preusmerila na Danielinega moža, ki je v preteklosti Richardu pošiljal grozilna sporočila, vendar je imel za noč izginotja alibi in je sodeloval s policijo. Kot možni motivi za zločin so bili predlagani vse od Richardovega dolga zaradi iger na srečo do povezav s tolpo, ki je razpečevala zdravila na recept. Nedavno se je iskalna skupina pustolovščine z namenom lotila primera in preiskala del reke Delaware po namigu gledalca, vendar para niso našli. Primer ostaja nerešen. Za informacije je razpisana nagrada v višini $15,000. Femicid je vse večja epidemija, ki pesti Mehiko, in policija verjame, da se za temi zločini v senci skriva serijski morilec. Po vladnih statističnih podatkih je v Juarezu v Mehiki od leta 1993 življenje izgubilo več kot 500 žensk. Telesa teh žensk pogosto najdejo na odročnih območjih puščave in kažejo enake poškodbe ter vzorce. Policija je sestavila več delovnih skupin in izvedla več operacij, vendar se epidemija nadaljuje. 19-letna Luz Flores je le ena izmed 100 žensk, ki so doživele nasilje v Juarezu v Mehiki. 4. avgusta 2008 je Luz zapustila svoj dom in se odpravila v središče Juareza. Po besedah njene matere, Luz del Carmen, je šla v trgovino z oblačili Maxi, da bi oddala prošnjo za zaposlitev. Njena mati in sestra sta pričakovali, da se bo vrnila, vendar se Luz nikoli ni vrnila domov. Kasneje tistega večera so jo prijavili kot pogrešano in začelo se je iskanje. Njena mati in sestra sta izvedli več lastnih iskanj, vendar o njej ni bilo nikoli nobene sledi. Podobno je 18-letna Deboni Bazaluda izginila 9. aprila 2022, potem ko se je udeležila zabave v Juarezu. Nekaj dni kasneje so njeno truplo našli v vodnem rezervoarju motela Nueva Castilla.
Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da je Deboni vstopila v motel okoli 4:30 zjutraj tistega dne. Tik preden je vstopila v hotel, je bila z voznikom taksija, ki je do nje izkazoval nezaželene namere in jo je zapustil na cesti blizu motela. Po navedbah uradnikov je utrpela poškodbe glave, vendar menijo, da je bila njena smrt morda nesreča. Primera Deboni in Luz sta le 2 izmed 100 v Juarezu v Mehiki. Družinam teh žensk povedo, da prijave o pogrešanih osebah ne morejo vložiti 48 do 72 ur, do takrat pa so ključni dokazi že izgubljeni. Strokovnjaki ne dvomijo, da po ulicah Juareza preži serijski morilec ali več njih. Pošast iz Floresa je zloglasni serijski morilec, ki je bil v Floresu dejaven 17 let. Slavni serijski morilec je ubil 16 ljudi, vendar njegova identiteta ostaja neznana. Grozni zločini so se začeli avgusta 1968, potem ko sta Barbara Lossi in njen svak Antonio Lobianco preživela večer v kinu. Barbarin mož je bil bolan, zato sta s seboj vzela njenega mladega sina. Po filmu so se odpeljali na zasebno lokacijo v Sigmi, kjer je neznana oseba uperila orožje v Barbaro in Antonija ter streljala. Barbarin mož je bil preiskan in na koncu zaprt zaradi zločina. Toda 6 let kasneje bi bila izvedena še 2 napada z enako vrsto orožja. Tako kot v prejšnjem primeru je serijski morilec napadel, ko sta bila par parkirana na lokalnem kraju za ljubimkanje. Po 7 letih, ko ga niso ujeli, je serijski morilec ponovno postal aktiven. Leta 1981 sta še 2 para postala žrtvi pošasti iz Flores. Med letoma 1983 in 1985 je bilo izgubljenih še 8 življenj. Vsi razen 2 so bili pari. Edina 2, ki nista bila par, sta bila Wilhelm Mayer in Jens Ruch, par nemških študentov. Oba sta bila moška, vendar je imel Jens dolge lase in policija je verjela, da jo je verjetni serijski morilec zamenjal za par. Za zločine je bilo aretiranih več strašljivih ljudi. Nekateri so bili celo obsojeni, vendar je kmalu postalo jasno, da je aktivni serijski morilec še vedno na prostosti, saj je znova udaril. Leta 1994 je bil obsojen moški po imenu Petri Paciani. Paciani je imel zgodovino nasilja in je že prej preživel čas v zaporu, ker je vzel življenje drugemu moškemu. Toda edini dokaz, ki ga je povezoval s kaznivimi dejanji serijskega morilca, je bil neuporabljen naboj iste znamke kot tisti, ki so bili uporabljeni. Sodba je bila kasneje razveljavljena. Za Pacianija je bilo razpisano novo sojenje, vendar je umrl, preden bi lahko potekalo. Namesto tega sta bila na sojenje postavljena 2 človeka, za katera so verjeli, da sta bila njegova sostorilca. Obsojena sta bila za 4 od 8 kaznivih dejanj, vendar se mnogi s sodbo ne strinjajo. Pošast iz Floresa uradno ostaja neidentificirani serijski morilec, pri čemer so zmedeni ljubitelji resničnih zločinov kot možne razlage predlagali vse od strašljivih kultov, morilca Zodijaka in drugih strašljivih ljudi. Julija 1993 je londonska policija objavila posnetek žrtve domnevnega serijskega morilca in neidentificiranega moškega, za katerega so verjeli, da je storilec. Ta dokaz je bil tisti, ki je končno privedel do padca Colina Irelanda. Zločini so se začeli marca tistega leta. Peter Volker je bil uspešen režiser koreografije v West Endu. Bil je tudi homoseksualec in je obiskoval klub Colburn v Earl's Courtu. Ta pub je bil priljubljen med homoseksualci, ki so nosili raznobarne robčke, da bi pokazali, kaj jim je všeč. Walkerja je ogovoril moški, ki ga je povabil k sebi domov. Peterjevo truplo so našli pod njegovo odejo. Kasneje je storilec poklical nacionalni časopis, da bi priznal, da ga je zagrešil, vendar je izrazil obžalovanje, ker je pustil Peterjevega psa ujetega v stanovanju. Klic je bil prvi od mnogih, ki jih je Colin Ireland opravil. Ireland je bil 39-letni 2-krat ločenec, ki je bil takrat brezposeln. Leto prej je ugotovil, da je nihče in za novoletno zaobljubo se je odločil, da bo to spremenil tako, da bo postal serijski morilec. Po besedah ene od njegovih bivših žena je sovražil homoseksualce in jih je videl kot lahke žrtve. Posebej si je izbiral moške, ki so se upirali, ko jih je skušal zvezati.
V Petru je bila naslednja žrtev Irelanda Christopher Dan, knjižničar in še en obiskovalec kluba Colburn. Zločin je bil še bolj grozljiv, Ireland pa je znova stopil v stik s tiskom in policijo, da bi ju izzival glede svojega zločina. Ameriški poslovnež z imenom Perry Bradley in oskrbnik doma za ostarele z imenom Andrej Collier sta prav tako postala žrtvi. Njuna smrti bi ločilo manj kot en teden. Šele po 4. zločinu je policiji uspelo prepoznati vzorce. Poleg metode pri vsakem zločinu je policija kot njihovo zadnje znano lokacijo prepoznala lokal Ovratnik in klub. Odnosi med britansko policijo in homoseksualno skupnostjo takrat niso bili najboljši, kar je morda razlog, da so bile določene podobnosti spregledane. A policija je končno ukrepala in opozorila homoseksualno skupnost, tako da je na paradah ponosa delila letake, da bi poskušala pridobiti več informacij. Dodatno jih je spodbudil še en klic od Irelanda, ki je dejal, da bo napadal enkrat na teden, če ga ne ujamejo. Irska zadnja žrtev je bila odkrita 15. junija, čeprav se je zločin zgodil 3 dni prej. Emmanuel Spiteri je bil kuhar, ki so ga nazadnje videli v klubu Coleraine 12. junija. Odhajal je z moškim, ki so ga opisali kot osebo s polnim obrazom, kratkimi temnimi lasmi in razbarvanimi zobmi. Policija je nato našla posnetek varnostne kamere, na katerem sta Emmanuel in njihov osumljenec na postaji podzemne železnice. Ireland se je oglasil in se identificiral kot moški na fotografiji, vendar je povedal, da je šel z Emmanuelom v njegov stanovanje, nato pa ga tam pustil z drugim moškim. Vendar je policija našla Irelandove prstne odtise v domu Andrewa Collierja. Na koncu je priznal svoja kazniva dejanja in policiji povedal, da si želi postati slaven. Dobil je 5 dosmrtnih kazni in preostanek življenja preživel za zapahi. Mezar iz Oklahoma Cityja je zlovešč in zloglasen serijski morilec, ki ga nikoli niso ujeli, potem ko je med letoma 1976 in 1986 vzel življenja 3 ameriškim domorodkam. Serijski morilec je bil še posebej izprijen in je očitno užival v tem, da se je poigraval s policijo v izprijeni resnični kriminalni skrivnosti, ki nikoli ni bila razrešena. Prvo truplo so odkrili 1. aprila 1976, ko je skupina delavcev javnih služb raziskovala zapuščeno hišo, polno smeti. Eden je prevrnil vedro za pokovko in odkril žensko glavo. Ko so poklicali policijsko postajo, so organi pregona mislili, da gre za prvoaprilsko šalo. Ko so šli preveriti hišo, so namesto tega odkrili, da gre za zelo resničen primer skrivnostnega umora. Sprva so mislili, da je ženska belka, brezdomka, stara med 25 in 35 let. Forenzični testi so preiskovalcem razkrili, da je bila v resnici Indijanka, stara med 18 in 22 let. Ostanke njenega telesa so v kosih našli po vsej zapuščeni hiši. Leta kasneje je zgodba o zločinu začela bledeti iz spomina ljudi, ko je aprila 1979 neidentificirani serijski morilec znova udaril. Našli so še eno truplo, ki je pripadalo ameriški domorodki. Pes je v uličici blizu košarkarskega igrišča, kjer so se igrali otroci, našel glavo. V nenavadnem, a resničnem preobratu so bili manjkajoči ostanki ženske raztreseni čez več ulic. Vsi ostanki so bili skrbno umiti, nekateri pa zaviti v časopisni papir ali rjave papirnate vrečke. Tudi ko je policija žensko identificirala kot Arlie Bell Killian, je oseba odgovorna za njeno smrt še naprej odlagala njene ostanke po mestu in se poigravana s preiskovalci. Leta so prebivalci Oklahoma Cityja živeli z nevarnim serijskim morilcem na prostosti. Vrđeli so, da je bil zločinec domačin, ki je mesto dobro poznal, glede na kraje, ki jih je izbral za skrivanje raztresenih ostankov Arlie. Potem je leta 1986 zloglasni mesar ponovno postal aktiven in znova udaril. Kot prej je neznani serijski morilec vzel življenje 22-letne Marcy Sanders in pustil njene ostanke raztresene, da jih je našla policija. Ta skrivna mesta za te grozljive sledi zločina so vključevala majhen prehod za moškim vrtom. Glavo so našli teden dni kasneje. Leta 1993 je prišlo do majhnega preboja v primeru, ko so prvo žrtev identificirali kot Kathy Lynn Shackelford, žensko, ki jo je njena družina iskala zadnjih 17 let, potem, ko je pobegnila od doma.
Njena sestrična je stopila v stik s policijo, ki je ugotovila, da je primer neznane ženske iz Oklahome pravzaprav pogrešana ženska. Žal se z rešitvijo primera pogrešane neznane ženske niso nič bolj približali razkritju skrivnostnega serijskega morilca, ki je bil še vedno na prostosti. Številka 20. 14. oktobra 1986 je Ray Elaine Tortolot zadnjič poslovila od svoje male hčerke. Potem, ko je šla na rojstnodnevno zabavo s skupino prijateljev, je izginila v nič. 6 mesecev kasneje so Rayino truplo našli lovci na bobra. Kaj se je zgodilo in kdo je bil odgovoren, ostaja skrivnost. Ray je bila mlada Indijanka in po besedah prijateljev ter družine je bila zelo ponosna na domorodne tradicije ter je bila nadarjena plesalka. Spretnosti se je naučila od svoje prababice in upala je, da jih bo lahko prenesla na svojo hčer, ko bo dovolj stara. Tistega usodnega dne, ko je Ray izginila, je šla s 5 prijatelji na zabavo blizu svojega doma. Okoli polnoči je rekla, da želi iti domov in nekdo jo je odpeljal. Odpeljali so se do Rayinega doma, vendar potem ni želela izstopiti iz avtomobila. Nekaj časa so se vozili po okolici, preden so se vrnili na zabavo. Po nekaterih poročilih nihče ni videl, kdaj je Raya ponovno zapustila zabavo. Vendar FBI trdi, da so jo nazadnje videli v vozilu z 2 drugima osebama v bližini Tomo Overlooka. Ko se Raya ni vrnila domov, je njena družina vedela, da je nekaj narobe in je naslednji dan obvestila policijo. Sprva njenega izginotja niso vzeli preveč resno. Mislili so, da je nekje zunaj na zabavi in da se bo v nekaj dneh vrnila. Iskalne skupine so večinoma sestavljali prostovoljci brez kakršnega koli znanja iz forenzike. Ni bilo jasno, kaj bi se zgodilo, če bi Ray dejansko našli. 6 mesecev kasneje so našli Rayevo truplo. Kako je Ray umrla, ni bilo javno objavljeno, vendar policija verjame, da ji je nekdo vzel življenje. FBI se je vključil v primer in sodeloval z lokalnimi organi pregona, da bi poskušali ugotoviti, kdo je vzel Rayino življenje. Na neki točki so organi pregona trdili, da imajo osumljenca, vendar nimajo dovolj dokazov za aretacijo. Od takrat je prišlo nekaj namigov, ki so jih preverili, vendar nobeden ni FBI agentov pripeljal bližje k razkritju, kaj se je zgodilo z Rayem. Nov poziv za informacije je prišel leta 2019 z nagrado v višini $20,000. Upali so, da bo nekdo, ki pozna odgovore, stopil v stik, zdaj, ko je minilo že toliko časa. Toda od leta 2019 ni bilo nobenih novosti in primer ostaja nerešen. Številka 19. V začetku leta 2019 so oblasti izvedele za serijskega morilca, ki se je imenoval Hercules. 1. februarja 2019 so se prebivalci Dake v Bangladešu prebujali in pripravljali na začetek dneva, ko je bilo odkrito nekaj grozljivega. Mimoidoči so na odpadu našli truplo moškega, ki so ga identificirali le kot Rahiba. Okoli njegovega vratu so preiskovalci našli znak, na katerem je pisalo, citiram, to je kazen za napad. Napadalci, pazite se, Hercules. Napad, o katerem govorimo, se je zgodil 14. januarja 2019, ko je neimenovana žrtev šla k svoji babici domov. Po poročilih sta ji 2 moška pripravila zasedo in jo napadla. Rahib je bil glavni osumljenec v tem primeru in policija je počasi zbirala dokaze proti njemu. Nekaj dni kasneje so v zapuščenem območju blizu naselja Amin Model Town našli truplo moškega, ki so ga identificirali le kot Ripona. Tako kot Rahib je bil tudi Ripon glavni osumljenec v primeru 18-letnega dekleta, katere truplo so našli na obrobju Savarja. Ripon je imel okoli vratu tudi podobno sporočilo in preiskovalcem je bilo jasno, da se Hercules kmalu ne bo ustavil. Skupaj so s skrivnostnim Herculesom povezani 3 primeri. Vsi 3 moški pa so bili osumljenci ali iskani v povezavi z napadi in hudimi kaznivimi dejanji. Nekateri v skupnosti so domnevali, da je Hercules v resnici skupina moških, morda celo policistov. Izčrpna preiskava je bila izvedena, vendar policija do leta 2023 še vedno ni bližje temu, da bi ujela Herculesa. Številka 18. Jeffrey Myatt je zlovešč zločinec, ki si je prislužil vzdevek razparač iz Rhode Islanda. V letih 2002 in 2003 je vzel življenja 3 ženskam in napadel še 2, ki sta komaj ubežali smrti. Prva žrtev je bila ženska po imenu Audrey Harris.
Audrey, tako kot vse žrtve Ripperja, je bila ulična delavka. Tako kot druge žrtve, pa ni bila oseba, ki bi jo kdo pogrešal. 9. februarja 2003 se je poslovila od svoje matere in ji povedala, da jo bo obiskala kasneje tisti dan. Obisk se ni nikoli zgodil in Audrina, mati, jo je prijavila kot pogrešano. Policija je očitno primer vzela resno. Prišlo je do napada na drugo žensko iz istega poklica po imenu Jane Smith in policija je sumila, da bi lahko bila Audrey žrtev istega napadalca. Nato je moški napadel še eno žensko, ki je preživela, Christino Dumont. Moškega so identificirali kot Timothyja Scanlona. Toda preden bi Scanlon lahko šel na sojenje, je tudi Christina maja 2004 izginila. Scanlon je bil kasneje spoznan za krivega napada na Smitha, vendar je bil oproščen kakršnekoli vpletenosti v izginotje obeh žensk. Julija 2004 je izginila še tretja ženska iz istega poklica. Stacey Goulet je njen fant prijavil kot pogrešano. Policija je poskušala uporabiti policistko pod krinko, da bi zvabila zločinca, vendar se razparač ni ujel na vabo. Šele po skrivnostnem, anonimnem klicu se je primer razkril. Klicatelj je bil moški, ki jim je rekel, naj govorijo z Jocelyn Martin. Jocelyn je policiji povedala, da jo je napadel eden od njenih strank. Odpeljal jo je k sebi domov, nato pa jo je napadel od zadaj. Uprla se mu je in je uspelo pobegniti. Glede na svojo kariero ni šla na policijo, zdaj pa jim je dala vse podrobnosti, ki so jih potrebovali, da so ugotovili naslov razparača. Policija je izvedela tudi, da je bila na tem naslovu napadena še ena ženska, ki je preživela. Moški, ki je tam živel, je bil Jeffrey Myatt. Sprva je zanikal kakršnokoli vpletenost, vendar je preiskava njegovega doma razkrila grozljiv prizor v njegovi kopalnici. Prav tam je ravnal s trupli. Maj je priznal, da je ubil Audrey, Christino in Stacey. S trupli se je ukvarjal v kadi, jih dal v vreče za smeti in ostanke odvrgel v zabojnike za smeti pri podjetjih. Iskanje na odlagališču je razkrilo ostanke Stacey, vendar druga dva žrtvi nikoli nista bila najdena. Številka 17. Primeri skrivnostnih umorov s cevasto nogavico naj bi bili delo neidentificiranega serijskega morilca, ki je ubil vsaj 4 ljudi v Mineralu v Washingtonu, morda pa tudi drugi. Avgusta 1985 sta Stephen Harkins in Ruth Cooper delala na poklicni šoli v Tacomi in bila na poletnih počitnicah. Odločila sta se, da bosta za vikend kampirala ob jezeru Tule, ne da bi vedela, da je na prostosti aktiven serijski morilec. Ko se Steven niti Ruth nista pojavila v službi naslednji ponedeljek, so ju prijavili kot pogrešani osebi 2 dni potem, ko so ju nazadnje videli živa. Stephenovo pogrešano telo so končno našli pohodniki v njegovi spalni vreči. Njihovega mrtvega psa so prav tako našli na taborišču, vendar je Ruth še vedno veljala za pogrešano osebo. Preiskovalci kraja zločina niso verjeli, da je bila Ruth odgovorna za nerazrešeni umor iz več razlogov. Takrat je bil zloglasni serijski morilec Richard Ramirez, znan tudi kot nočni zalezovalec, še vedno na prostosti. Ko je bil aktiven, je pogosto napadal pare, moškim je hitro končal življenje, nato pa si je vzel čas pri ženskah. Preiskovalci kraja zločina niso verjeli, da je kalifornijski serijski morilec odgovoren za primer v Washingtonu. Toda obstajala je resnična možnost, da bi se kdo grozljiv navdihnil pri njem. Rutini posmrtni ostanki so bili najdeni po 2 mesecih, pol milje stran. Imela je dolgo nogavico okoli vratu, vendar so detektivi ugotovili, da to ni bil vzrok njene smrti. Nekaj mesecev kasneje sta Michael Reimer, Diana Robertson in njuna mlada hči načrtovala taborjenje. Po pripovedovanju so 12. decembra, na dan, ko so par nazadnje videli, njuno hčerko našli zapuščeno na parkirišču pred trgovino Kmart. Ni mogla povedati oblastem, kaj se je zgodilo ali kje so njeni starši. Ko so jo vprašali o Diani, je hči samo rekla, da je njena mama med drevesi. Iskanja na tem območju niso prinesla ničesar vse do februarja, ko so Dianino truplo našli blizu Mikovega poltovornjaka. Serijski morilec je uporabil rezilno orožje 17-krat. Tako kot pri Ruthi je bila tudi pri njej za omejevanje dihanja uporabljena cevasta nogavica. Medtem Mika ni bilo nikjer mogoče najti. Preiskovalci so opazili njegovo kriminalno preteklost, v kateri je bil nasilen do Ruthi in špekuliralo se je, da je on serijski morilec v tej kriminalni zgodbi.
Sevasta Nogavica je preveliko naključje, da detektivi ne bi sumili, da so zločini povezani. Desetletja je to, kar se je zgodilo Majku, ostalo nerešena skrivnost. Šele leta 2011 so Majkove posmrtne ostanke našli nedaleč od kraja, kjer so policisti desetletja prej odkrili Diano. Bilo je nemogoče ugotoviti, kako je umrl. Tudi potem, ko so našli še zadnje truplo, preiskovalci še vedno ne morejo razrešiti te skrivnosti umora. Preiskovalci primera ostajajo negotovi, ali je neznani serijski morilec vzel življenje Majku, ali pa je Mike vzel življenje Diani in nato še sebi. Številka 16. Več kot 37 let potem, ko je neznana oseba napadla policista Zvezne države Virginia, Johnnyja Bowmana, njegov primer pri FBI-ju ostaja nerešen. To je primer z veliko več vprašanji kot odgovori. Javnosti pa je bilo od 80 let razkrito zelo malo napredka. Bil je topel avgustovski večer, ko je bil Johnny napaden. Bil je doma s svojo družino, vključno z mlado hčerko, bratom in svakinjo. Okoli 4:30 zjutraj je nekdo potrkal na vrata. Johnny je šel odpret in takoj, ko so se vrata odprla, ga je obiskovalec napadel z rezilnim orožjem. Bil je zaboden več kot 40-krat. Johnny ni bil oborožen, vendar je poskušal vrniti udarec. Po presenetljivem napadu je zločinec pobegnil in za seboj pustil sončna očala, lasuljo in čelado, ki jih je uporabil za preobleko. Napad se je končal skoraj takoj, ko se je začel, vendar Johnny ni preživel. Vsa ta leta kasneje je to ostal edini nerešen primer, v katerem je bil ubit državni policist iz Virginije. Čeprav je bil Johnny takrat izven službe, je bil zločin obravnavan kot napad med opravljanjem dolžnosti, zato se je v preiskavo vključil tudi FBI. Glede na silovitost napada se je zdelo verjetno, da je šlo za zelo oseben zločin. Nekdo je Johnnyja dobro poznal in ga ni hotel živega. Ker je bil Johnny državni policist, bi bilo smiselno, če bi bil zločinec nekdo, ki je zaradi Johnnyja pristal v zaporu, ali pa sorodnik nekoga, ki je že imel opravka z zakonom. Toda edini osumljenec, ki je bil kdaj imenovan v tem primeru, ni bil obsojeni zločinec. Bil je še en policist. Perry Worrell je bil tesen prijatelj Johnnyja in še en državni policist. Kmalu po zločinu so ga dali na neplačan dopust, kasneje pa je doživel prometno nesrečo, ki ga je hudo onesposobila. Worrell je prek svojega odvetnika povedal, da nima nič s tem zločinom in da ni imel nobenega motiva, da bi vzel Johnnyjevo življenje. Zakaj je bil Worrell osumljenec, ni bilo nikoli razkrito. Če bi bil storilec Johnnyjev tesen prijatelj, bi to pojasnilo, zakaj je tako pozno ponoči odprl vrata brez orožja. Njegova hči, ki se je kasneje pridružila policiji, je trdila, da bi bilo to zanj zelo nenavadno, vendar lasuja in čelada nakazujeta, da je storilec poskušal skriti svojo identiteto. Če bi videl nekoga oblečenega na tako nenavaden način, tako pozno ponoči, je čudno, da bi bil neoborožen. Worrell ni bil nikoli obtožen nobenega zločina in danes ostaja primer nerešen. FBI ponuja nagrado do $50,000 za informacije, ki bi pripeljale do razrešitve zločina. Informacije lahko posredujete FBI-ju na številko 1-800-225-5324 in državnim policistom Virginije na številko 700-3800-3-2676. Številka 15. April 1992 se je začel kot vsak drug dan za 26-letno Robin Foldhauer. Robin je delala v trgovini s čevlji Payless v Indianapolisu v Indiani in so jo poklicali na delo, potem ko je ena od njenih sodelavk zbolela. Robin si je nadela uniformo in odšla v trgovino, da bi pokrila popoldansko izmeno. Medtem ko je Robin delala, je v trgovino vstopil nenavaden moški. Sprva je mislila, da je stranka, a ko se je približal, je videla, da v roki drži nek predmet. V trenutku je Robin izgubila življenje in skrivnostni moški je zapustil trgovino. Robinino truplo so odkrili nekaj ur kasneje. Policija iz Indianapolisa pa je nemudoma začela preiskavo. Nekaj dni kasneje, 11. aprila 1992, sta se 23-letna Patricia Smith in 32-letna Patricia Mayers soočili z istim nenavadnim moškim v poročni trgovini, ki sta jo imeli v Wichiti v Kansasu. Več podobnih zločinov se je začelo pojavljati v Kansasu, Missouriju in Indiani. Storilec je imel vedno enak način delovanja.
Našel je trgovino, kjer je ženska, pogosto sama, delala in v bližini ni bilo strank. Srhljivo je, da napadalec svojim žrtvam ni rekel niti besede. Ko so odjeknili streli, je mirno odšel, ne da bi koga opozoril. Preiskovalci so hitro ugotovili, da so se vsi ti zločini zgodili na območjih tik ob avtocesti I-70. Takrat so domnevali, da morilec preži ob avtocesti I-70 in išče žrtve. To je privedlo do tega, da je dobil vzdevek morilec z avtoceste I-70, ki ga nosi še danes. 40-letni Michael McCowan je bil edina moška žrtev morilca, z I-70 napaden pa je bil na svojem delovnem mestu v Indiani. Policisti verjamejo, da je serijski morilec z I-70 Michaela zamenjal za žensko od zadaj zaradi njegovih dolgih las. Vsaj 6 zločinov so povezali z izmuzljivim morilcem z I-70, vendar mnogi preiskovalci verjamejo, da je s svojim morilskim pohodom nadaljeval tudi po letu 1992. Avtočesta Per-70 poteka skozi Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Zahodno Virginijo, Maryland in Pennsylvania, kar pomeni, da ima morda žrtve v vseh teh zveznih državah. Policijske sile po vseh zveznih državah so vložile izjemne napore, da bi prijele morilca z I-70, vendar so bili njihovi poskusi do zdaj neuspešni. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče policijsko postajo St. Charles na številko 636 949 3300, številka 14. Leta 2010 je niz ropov zahteval življenja 4 ljudi. Šele potem, ko je storilec poskušal uporabiti bančno kartico svoje zadnje žrtve na bankomatu, so ga ujeli. John Wesley Jewell je že imel dolgo kazensko evidenco, ko so ga leta 2010 aretirali zaradi kraje v trgovini. Zločini so segali od oboroženih ropov do vlomov in ponarejanja čekov. Njegovo zadnje kaznivo dejanje je bilo zamenjava cen na izdelkih v trgovini Home Depot. Ker je živel v Kaliforniji, bi lahko Jewell po prvih 2 obsodbah za kazniva dejanja po pravilu 3 udarcev prejel dosmrtno kazen. V Los Angelesu pa je pravilo začelo veljati le, če je bilo 3. kaznivo dejanje nasilno. Jewell je bil pomemben nasprotnik pravila 3 udarcev in se je pojavil v televizijski oddaji, kjer je o tem razpravljal. Jewell je za svoje kaznivo dejanje v Home Depotu prejel 32-mesečno kazen, vendar je bila odložena, da bi lahko opravil vnaprej načrtovano operacijo. Jewell se je odločil ta čas izkoristiti za storitev še več nasilnih kaznivih dejanj. Njegova prva žrtev je bila 80-letna Hannah Morzos. Po vlomu v dom družine Morzos je Jewell naletel na Hano. Namesto da bi pobegnil, je Jewell nasilno napadel starejšega moškega in povzročil srčni napad. Henino truplo je naslednji dan našla njegova družina. Nekaj tednov kasneje je Jewell vzel življenje svoji drugi žrtvi, Denisi Roberts, ki je živela na isti ulici kot Jewell. Očitno pa ni imel nobenih težav s tem, da bi zločine izvajal blizu doma. Zvezal je 53-letno žensko in ji vzel življenje, preden je preiskal njen dom. Le 9 dni kasneje sta bila napadena Limon in Robin Turney. Jewell se je izdajal za delavca komunalnega podjetja, da bi vstopil v njun dom, preden je napadel par. Tudi ona dva sta bila zvezana, preden jima je Jewell vzel življenje. Žal so njuna trupla odkrili šele po nekaj dneh, potem ko so zaskrbljeni družinski člani policijo prosili, naj preveri, ali je z njima vse v redu. Policiste, ki so preiskovali zločin, je presenetilo, ko je bila Robinina kartica uporabljena na bankomatu. Kamere na bankomatu so ujele jasen posnetek storilca, osebe, ki jo je policija zelo dobro poznala. Po aretaciji julija so odkrili, da je predmete iz ropov prodajal v zastavljalnicah, kar je še dodatno potrdilo njegovo povezavo z obema prejšnjima ropoma. Za zločine je priznal krivdo brez priznanja odgovornosti in preostanek življenja bo preživel za zapahi. Številka 13. Morilek iz Monsterlanda je bil zloglasno znan serijski morilec, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja v regiji Monsterland v Nemčiji vzel življenja 4 ženskam. Kljub nagradi za informacije in dejstvu, da imajo DNK serijskega morilca v evidenci, ga organi pregona nikoli niso ujeli. Vsi njegovi nerešeni primeri so vključevali mlade ženske, vitke postave in temnih las, stare med 18 in 22 let. Vsaka je doživela nepričakano usodo, potem ko je vstopila v avto z neidentificiranim serijskim morilcem.
Prva je bila Edeltraud von Boxel, ulična delavka, ki so jo videli, kako je vstopila v svetlo obarvanega Volkswagna zvečer 21. novembra 1971. Priča, prav tako ulična delavka, je takrat domnevala, da je našla plačljivega stranko. Nekaj ur kasneje je Edeltraudino truplo na Makadamski cesti našel šokiran kmet. Minilo bo še nekaj mesecev, preden je ženska po imenu Barbara Storm izginila po odhodu iz kluba maja 1972, domnevno po rokah morilca iz Münsterlanda. Minilo je nekaj časa, preden je serijski morilec znova udaril. Tokrat je ženska po imenu Marlies Hammers štopala s svojim fantom, ko sta postala del nerešene resnične kriminalne skrivnosti. Oba sta se razšla, saj sta menila, da imata kot posameznika več možnosti, da dobita prevoz. Kasneje je fant za kratek čas videl, kako je Marlies sedela na sovoznikovem sedežu, mimo idočega temnozelenega avtomobila. Ni se sploh odzvala, ko ji je pomahal. Prijavili so jo kot pogrešano osebo, ko ni prišla na dogovorjeno mesto srečanja. Končna tarča je bila 22-letna Erika Kuntz. Mlada ženska je štopala domov iz univerzitetne knjižnice, ko jo je napadel serijski morilec. Po poročilih o tej nerešeni zadevi je bil kasneje opažen siv Mercedes, ki je vozil izjemno počasi po cesti in iskal vhod v gozd. Nekaj dni kasneje so pogrešano telo Erike našli blizu kraja, kjer so videli Mercedes, kako se je počasi peljal mimo. Po 4 grozljivih zločinih je morilec iz Münsterlanda očitno prenehal biti aktiven in preprosto izginil v nič. Preiskovalci kraja zločina so lahko povezali te 3 nerešene primere samo zato, ker so bila trupla odpeljana na isto odlagališče. Forenzični preiskovalci so pod Barbarinimi nohti našli dokaze o DNK serijskega morilca, medtem ko se je borila za svoje življenje. In nekje v 90-ih letih so DNK, najdeno na kraju zločina, primerjali z morebitnim osumljencem. Rezultati forenzične preiskave so pokazali, da njihov osumljenec ni bil odgovoren za zločin in nerešen primer je zastaral. Od takrat so dosjeji o tem nerešenem primeru večkrat ponovno odprli, vendar nikoli niso našli ujemanja za tega skrivnostnega serijskega morilca. Številka 12. Ena od številnih vrst kaznivih dejanj, ki jih preiskuje FBI, je kraja umetnin. Nekateri od teh zločinov so zloglasni po vsem svetu, verjame pa se, da je veliko kraj umetnin povezanih z organiziranim kriminalom. Leta 2016 je bil majhen muzej v Springfieldu v Missouriju žrtev enega od teh kaznivih dejanj. Muzej je bil odprt približno 1 uro, ko je osebje ugotovilo, da manjka več umetniških del. Leta 1985 je bila zbirka grafik Andyja Warhola podarjena umetnostnemu muzeju v Springfieldu. Niso bile originalne slike, ki jih je ustvaril slavni umetnik, vendar so bile še vedno vredne približno 30 000 vsaka. Zbirka 10 grafik je bila v času zločina razstavljena v galeriji Spratlin. Eden od varnostnikov je zjutraj 7. aprila opazil, da manjka 7 od 10 grafik iz galerije. Domneval je, da so bile odstranjene iz uradnega razloga. Kmalu zatem je še en varnostnik opazil nekaj nenavadnega na enem od vrat, ki so vodila na notranje dvorišče. V ključavnico je bil zataknjen koz zastirke iz lubja, kar bi nekomu omogočilo, da bi vrata odprl od zunaj, čeprav so se od znotraj zdela varna. Okoli 10. ure dopoldne tistega dne je osebje galerije ugotovilo, da slik niso premaknili v skladišče. Bile so ukradene. Galerijo so izpraznili, vendar so obiskovalci že prihajali in odhajali, zato je bilo verjetno, da so bili nekateri dokazi onesnaženi. Varnostne kamere so zabeležile vsaj eno osebo, ki se je okoli 12:20 po noči pretihotapila v muzej. Bilo je tako temno, da preiskovalci niso mogli ugotoviti, ali je bil zločin storjen s strani ene ali več oseb. Kdorkoli je že bil, je preplezal vrata, ki so vodila s ceste na dvorišče, nato pa šel skozi vrata, na katerih so bile sledi posega, in naravnost v Spratlinovo galerijo po Warholove grafike. V nekaj minutah so vzeli 7 od 10 grafik in ostale pustili. Preiskovalci so uspeli vzeti nekaj latentnih prstnih odtisov z kraja zločina, saj so bila za podložitev vrat uporabljena zastirka z vrat in izhodni znak. Do zdaj niso bili identificirani nobeni osumljenci. Nekateri viri poročajo o nekaj nenavadnih dogodkih, ki so se zgodili tik pred zločinom.
Naprimer, da je izvajalec izgubil svoj dostopni ključ, nato pa ga je skoraj takoj, ko so ga zaposleni v muzeju vprašali o pogrešanem ključu, našel pod smetnjakom. Vendar ni znano, ali FBI in policija menita, da je šlo za notranje delo ali ne. Za informacije, ki bi pripeljale do vrnitve umetnin, je razpisana nagrada v višini $25,000. In FBI-jevo pisarna v Springfieldu lahko kontaktirate neposredno na 417 882 3303, številka 11. Avtocesta Solza se nanaša na avtocesto 16 725 kilometrov dolgo cesto, ki se razteza od Prince Georgea do Prince Ruperta v Britanski Kolumbiji v Kanadi. Čeprav je cesta obdana z naravno lepoto, avtocesta skriva temno skrivnost. Od 70 let prejšnjega stoletja je izginilo ali izgubilo življenje na desetine žensk, predvsem staroselk. Ker je bila večina žrtev staroselk, so RCMP, lokalna policija in vladne agencije posvečale malo pozornosti epidemiji, ki se je odvijala pred njihovimi očmi. Družinam žrtev so bila potrebna desetletja, da so njihove primere začeli jemati resno in jim zagotovili preiskavo ter pravico, ki si jo zaslužijo. Različni viri navajajo različne statistike, vendar naj bi najmanj 20 ali več žensk izginilo ali izgubilo življenje ob avtocesti Solza, čeprav je dejansko število lahko v stotinah. Avtocesta poteka skozi številne domorodne skupnosti, ki imajo zelo malo ali sploh nimajo dostopa do osnovnih storitev. Stopnja revščine je visoka, kar mnoge ženske prisili, da štopajo, da bi prišle v šolo, na delo ali celo k zdravniku. 22-letna Tamara Lynn Chipman je ena izmed mnogih žensk, ki so izginile ob avtocesti Solz. Tamaro so nazadnje videli 21. septembra 2005 v mestu Prince Rupert na avtocesti 16, ko je poskušala štopati do mesta Teras. Več prič je videlo Tamaro, kako stoji ob cesti, vendar nihče ni videl, s kom je odšla. Nekaj tednov kasneje je njena družina ugotovila, da je nekaj narobe, ko njenega bančnega računa nihče ni uporabljal in je imela neplačano najemnino. Njena družina jo je prijavila kot pogrešano lokalni policiji in kraljevi kanadski konjeniški policiji, a že od začetka je bil njihov odnos do Tamare in njenega primera razočarajoč. Tamara je imela v preteklosti izkušnje z avtoštopanjem in ulično prostitucijo, čeprav tega že kar nekaj časa ni počela. Tisk in spletna javnost so jo takoj očrnili in niso izkazali veliko sočutja do pogrešane avtoštoparke. Izvedenih je bilo več iskanj Tamare, vendar o njej ni bilo nikoli najdenih nobenih sledi. Krajevni prebivalci verjamejo, da so ta izginotja in zločini delo serijskega morilca ali celo več serijskih morilcev, ki so izkoristili odmaknjeno lokacijo in druge dejavnike. RCMP je leta 2005 ustanovil projekt E-Pana, da bi podrobneje raziskali te primere, vendar do zdaj še ni bilo nobenih aretacij. Projekt E-Pana ter domorodni aktivisti in družine žrtev še naprej iščejo svoje ljubljene in zahtevajo, da se odgovorne osebe privede pred roko pravice. Številka 10. Prijatelji in sosedje Irine Gajdamačuk so jo poznali kot ljubečo mater, ki je pomagala na hčerini šoli. Njen mož je vedel, da ima težave z alkoholom, vendar si ni nikoli predstavljal, kako daleč bi šla, da bi prišla do pijače. Gajdamačukova se je rodila v Sovjetski zvezi in kasneje spoznala ter se poročila z možem Jurijem. Sprva se je zdelo vse v redu, vendar je imela Gajdamačukova že težave z alkoholom. Postalo je tako hudo, da ji je Jurij odvzel dostop do njunega denarja, saj ga je skrbelo, da bi ga vsega zapravila za vodko. Kljub temu je še naprej našla načine, da pride do alkohola, hkrati pa je ohranjala podobo običajne matere. Hkrati so starejše ženske v okolici v 2000-ih živele v strahu. Zločin se je začel junija 2002. Starejšo žensko so našli v njenem domu s hudimi ranami na glavi. Videti je bilo, kot da je bila udarjena s kladivom. Iz njene torbice je bil ukraden denar, vendar ga je bilo manj kot $25. V naslednjih 8 letih bi še 17 žensk postalo žrtev tega grozljivega zločinca. Sprva je policija verjela, da iščejo moškega. Zdelo se je, da je to edina možnost, saj so bili zločini tako nasilni. Toda to se je izkazalo za neresnično, ko je eni žrtvi uspelo pobegniti tako imenovani pošasti Rusije. Starejšo žensko so našli na tleh njenega stanovanja z resno poškodbo glave. Njeno stanovanje je bilo preiskano, vendar je bilo odvzetega le malo denarja.
Medtem ko je bila v bolnišnici, je policiji povedala, da jo je napadla ženska. Sprva je policija verjela, da je duševno nestabilna in da je bil to preprosto moški v obleki, vendar je žrtev vztrajala pri svoji zgodbi in ji je sčasoma bilo verjeto. Policija je zdaj iskala žensko. Na tisoče ljudi je bilo zaslišanih in ženska po imenu Marina Valiva je bila aretirana. Marina je pod pritiskom policije priznala zločine, vendar so se napadi nadaljevali. Šele potem, ko je 17. ženska izgubila življenje zaradi serijskega morilca, je policija odkrila pravega krivca. Zadnja žrtev je bila 81-letna Aleksandra. Sosedje so si dobro ogledali žensko, ki je prišla okrasiti Aleksandrino stanovanje in so policiji dali opis, ko so odkrili Aleksandrino truplo. 5 dni po objavi policijskega skica so ugotovili, da je Gajda Mačukova storilka kaznivega dejanja. Sprva je priznala in policiji povedala, da je žrtvam vzela življenje, da bi imela denar za alkohol. Na sodišču je poskušala zanikati svoja kazniva dejanja, vendar so jo vseeno spoznali za krivo. Obsojena je bila na samo 20 let zapora. Številka 9. Aktiven v 60. letih prejšnjega stoletja je bil Jack Striptizer eden najbolj zlobnih serijskih morilcev, ki ga nikoli niso ujeli. Tako kot bolj znani Jack Razparač je tudi ta manj zloglasni posameznik lovil v Londonu in izbiral enako vrsto žensk, ulične prostitutke. Bilo je februarja 1964, ko so truplo Anne Telford našli na bregu reke Temze, blizu klubske hiše londonskega korintskega jadralnega kluba, tik zahodno od mostu Hammersmith Bridge. Blazni, serijski morilec ji je vzel spodnje perilo in ga zatlačil v usta. V naslednjih 12 mesecih je strašljiva oseba pustila še 5 trupel. 4 na ulicah in v ozkih prehodih ter eno v skladišču. Vsem je manjkala oblačila, zato je serijski morilec dobil svoj vzdevek in vsi so bili prikrajšani za kisik. Slavni primer skrivnostnega umora je sprožil eno največjih iskalnih akcij v britanski zgodovini. Preiskovalci zločinov so želeli razrešiti te primere umorov in ujeti serijskega morilca, za razliko od zloglasnega Jacka Razparača izpred 2 stoletij. Policija je zaslišala tisoče osumljencev in na koncu zožila seznam osumljencev na samo 3 strašljive osebe, ki so jih zanimale. Potem, ko so preiskovalci zločinov razkrili, da so zožali seznam osumljencev, so nerešeni primeri skrivnostnih umorov skrivnostno prenehali. Naključno je bilo to približno v času, ko si je eden od osumljencev, moški po imenu Mondo Ireland, vzel življenje. Na več nerešenih primerih umorov je preiskovalec kraja zločina našel enake nenavadne madeže barve raztresene naokoli. Namig so na koncu povezali z avtodičarsko delavnico na Heronu, industrijski coni, ki ni bila daleč od kraja, kjer so našli eno od trupel. Mondo Ireland je bil povezan z isto industrijsko cono. Dolga leta so ga sumili, da je zloglasni serijski morilec, vendar se je kasneje izkazalo, da je bil v času nekaterih zločinov na Škotskem. In tako prava skrivnost nikoli ni bila razrešena. Med drugimi osumljenci za umore sta bila tudi bokser Freddie Mills in Harold Jones. Nekateri iz skupnosti ljubiteljev resničnih zločinov pa so špekulirali, da zločinov ni zagrešil en sam strašljiv človek, temveč več strašljivih ljudi, ki so sodelovali med seboj in jih nikoli niso ujeli. Številka 8. Leta 2020 je FBI napovedal, da bo ponovno odprl nerešen primer umora Mary Sparks, ki je ostal nerazrešen vse od leta 1975. Več kot 45 let potem, ko je nekdo vzel življenje mladi diplomantki univerze v Novi Mehiki, njena družina še vedno išče odgovore. Mary, ki so jo običajno klicali z vzdevkom Molly, je bila leta 1975 stara 21 let. Nedavno je diplomirala na univerzi in se je veselila začetka odraslega življenja. Imela je načrte, da bo potovala po Evropi in obiskala stare prijatelje. Vendar se je 23. julija 1975 veselila srečanja s prijatelji, ki so bili nekoliko bližje domu. Po podatkih iz njenega dosjeja, FBI je bila Molly članica ženske rugby ekipe in je imela tisti večer načrt, da gre v lokalni bar in se sreča z nekaterimi soigralkami. Bar, o katerem govorimo, je bil Rosa's Cantina Nalo Donuts, ki so ga obiskovali študenti, mladi strokovnjaki in motoristična skupina Bandidos. Tisti večer so bili tequila šoti za $4 in igrala je lokalna skupina.
Zaradi poceni pijače bi bilo verjetno zelo živahno, čeprav Molly sama ni bila velika pivka. Za pot si je izposodila očetov belomodri Gran Torino. Če je svoji družini povedala imena prijateljev, s katerimi se je nameravala srečati, te informacije niso bile javno objavljene. Tudi nič o tem, kaj se je zgodilo v baru, ni bilo javno objavljeno. Verjame se, da je bila v baru med 21. in 23. uro. Nekateri drugi člani njene rugby ekipe so potrdili, da so bili tisto noč v Rosas kantina Nalo Donuts, vendar nihče od njih ni opazil nič nenavadnega. Nekega trenutka je Molly odšla, vendar nikoli ni prišla domov. Ko se tisto noč ni vrnila domov, so njeni starši postali zaskrbljeni. Naslednje jutro je njen oče šel iskat svojo hčer. Njegov avto je ostal na parkirišču, kjer ga je Molly pustila, vendar ni bilo nobenega sledu o njegovi hčerki. Molly ni bila dolgo pogrešana. Še isti dan so njeno truplo našli v odtočnem jarku nedaleč od bara. Utrpela je rane s topim predmetom in ni bila več živa. Zaradi mokrega vremena policija ni mogla zbrati veliko dokazov na prizorišču zločina. Ni bilo nobenih stopinj. Preiskava sama sprva ni bila zelo dobra, papirni dosje pa je na neki točki izginil. Potem je primer ostal nerešen. Na vseh teh letih je bilo le malo sledi. FBI je sprožil poziv za informacije in verjamejo, da so ljudje odgovorni za to morda še vedno v skupnosti. Upajo, da bodo s pretekom časa in razvojem nove tehnologije morda končno uspeli razrešiti primer. Številka 7. Julija 2007 se je začelo obdobje terorja in strahu za Brazilce. Nekaj dni prej je na stotine ljudi korakalo po ulicah, da bi praznovali mesec ponosa LGBTQ, ko se je zgodilo nepredstavljivo. Še danes brazilska policija obupano poskuša izslediti serijskega morilca, znanega kot Maurični manijak. 4. julija je 32-letni José Enrique vstopil v park Petropolis, ne da bi vedel, da ga nikoli več ne bo zapustil živ. Park Petropolis, ki se nahaja v Braziliji, je dobro znano zbirališče za geje, še posebej za tiste, ki svojo spolno usmerjenost skrivajo. V parku je bilo mogoče videti ducate moških, ki so prihajali in odhajali zaradi zmenkov ali druženja drug z drugim. Nekega popoldneva so ljudje sprehajali skozi park, ko so naleteli na truplo 32-letnega Joseja. Utrpel je več ran na glavi in bil je gol. Storilec mu je tudi ovil hlače okoli kolen, da bi ga dodatno ponižal. Prebivalci so bili prestrašeni, ko je smrt Jožeta prišla na naslovnice. Moški, ki so se srečevali zaradi zmenkov, so začeli hoditi v paru in so bili še posebej previdni, a žal to ni bilo dovolj, da bi jih rešilo pred Mauričnim norcem. 2 leti je brazilska LGBTQ skupnost postala tarča, mesto pa je zajel strah. Skupaj je Maurični norec vzel življenje 13 moškim, od katerih jih je 12 prejelo strel v glavo. Način delovanja je ostal enak, večina žrtev pa je bila najdena v Petrosem parku. Ustanovljena je bila posebna skupina, na primeru pa je dan in noč delalo več 10 policistov. Med preiskavo so domnevali, da je Maurični manijak svoje žrtve morda spoznal prek spletnih klepetalnic in aplikacij za zmenke. Kljub intenzivni preiskavi so odkrili le enega možnega osumljenca, Hiro Francisco Franco, nekdanjega policista. Do danes niso odkrili nobenih dokazov, ki bi tega moškega dokončno povezali s serijo zločinov. Na žalost, homofobno nasilje v Braziliji ni redkost, zato preiskovalci iščejo nekoga, ki globoko sovraži LGBTQ skupnost. V zvezi z umori ni bil nikoli nihče aretiran, zato Maurični manijak še vedno svobodno hodi po ulicah Brazilije. V letih po prvem zločinu je preiskava skoraj zastala zaradi pomanjkanja dokazov in sledi. Vsakdo, ki ima kakršnekoli informacije, naj pokliče vojaško policijo Zvezne države São Paulo na številko 11-42-071-916. Številka 6. Obstaja zaskrbljujoče število primerov, ko zdravstveni delavci namerno vzamejo življenje ljudem, za katere skrbijo. V mnogih od teh primerov gre za ljudi, ki verjamejo, da pomagajo svojim žrtvam ob koncu njihovega življenja. To pa ni veljalo za Victorina Chua. Chua je bil obsojen, ker je 2 svojima pacientoma vzel življenje tako, da jo je zastrupil z inzulinom. A nešteto drugih je bilo prav tako zastrupljenih in vsaj 3 so umrli potem, ko so prejeli zdravilo, s katerim je bilo manipulirano.
Zločini so se zgodili v bolnišnici Stepping Hill v letih 2011 in 2012. Chua je bil filipinski medicinski brat, ki se je leta 2002 preselil v Združeno kraljestvo. Skozi svojo kariero, tako na Filipinih kot v Združenem kraljestvu, je imel težave s krajo. Veliko tatvin je bilo povezanih z denarjem, kradel pa je tudi zdravila. To ga ni ustavilo pri pridobivanju priporočil in leta 2009 je dobil službo v bolnišnici Stockport. Chua se v bolnišnici ni dobro vklopil. Bile so obtožbe pacientov, da jim je nudil nepotrebno zdravljenje. Osebje je prav tako ugotovilo težave z njegovimi medosebnimi veščinami. Chua je trdil, da so ga pacienti in osebje slabo obravnavali in je v zmedenem pismu zapisal, da je ravnanje z njim povzročilo, da se je angel spremenil v zlo. Leta 2011 je začel posegati v vrečke s fiziološko raztopino, ki so jih namenili pacientom. Chua je vrečkam dodal veliko količino inzulina. Čeprav je inzulin pomemben za vse ljudi, lahko prevelika količina povzroči nizek nivo glukoze in pri pacientih povzroči hipoglikemijo. To stanje lahko povzroči poškodbe možganov in centralnega živčnega sistema. Lahko povzroči tudi nepopravljivo škodo in stane življenja. Sprva ni bilo jasno, kaj se je zgodilo, vendar je medicinsko osebje nato opazilo, da so nekatere vrečke s fiziološko raztopino videti penaste. Poseg je bil razkrit, vendar ugotoviti, kdo je bil odgovoren, ne bi bilo tako enostavno. Julija 2011 je bila aretirana medicinska sestra po imenu Rebecca Lighton. Njeni prstni odtisi so bili najdeni na kontaminiranih vrečkah. Policija pa je našla objave na Facebooku, kjer je trdila, da pije alkohol in se zabava, da bi se spopadla s stresom pri svojem delu. Po 6 tednih so policisti opustili primer proti Rebeki. Šele potem, ko je Chua spremenil svoje metode, so ga končno ujeli. Očitno mu ni bilo več dovolj, da bi prepustil naključju, ali bo njegov strup uporabljen, zato je urejal medicinske kartoteke in za paciente naročal nepotrebno zdravila. Lažje so ga povezali s temi spremembami in policija je ugotovila, da je imel dostop do vrečk s fiziološko raztopino ob vsaki zastrupitvi. Izrekel se je za nedolžnega, vendar so ga spoznali za krivega, da je vzel življenje 2 pacientoma in povzročil škodo neštetim drugim. Številka 5. Leta 2017 je posameznik, ki je delal za podjetje za sledenje satelitom, prejel nenavadno e-poštno sporočilo od nekoga, ki se je zdel sodelavec. Čeprav je bil njegov sodelavec tekoč v angleščini, je oseba, ki je napisala e-pošto, očitno imela težave z jezikom. E-pošta je oglaševala novo in vrhunsko programsko opremo za sledenje satelitom. Seveda je bil posameznik, ki je prejel e-pošto, sumničav, vendar jo je, ker je prišla od zaupanja vredne osebe, vseeno posredoval oblastem, da bi bil previden. To ni bilo prvo podobno e-poštno sporočilo, poslano ljudem v vesoljski industriji, ki je trdilo, da prihaja od nekoga, s katerim so sodelovali. Ljudje po celotnih ZDA in v več drugih državah so v zadnjih nekaj letih prejeli podobna e-poštna sporočila. In poleti 2017 so ta e-poštna sporočila končno pritegnila pozornost FBI-ja. Lastnik podjetja za sledenje satelitom je preiskal kodo v e-pošti in razkril skrita sporočila, ki so govorila: "Pozdravljeni, iranska ekipa temnih kodirnikov", ter bila podpisana s psevdonimi 3 posameznikov. Ti so se kasneje izkazali za Saida Arabija, Mohameda Esfargama in Mohameda Badžatija. Ti 3 so bili predvsem znani po vandalizmu, vdiranju v spletne strani pomembnih ameriških in izraelskih podjetij, kjer so prikazovali proiranska sporočila. Toda lažna e-poštna sporočila, povezana z letalsko industrijo, so razkrila, da so bili del nečesa veliko bolj zlonamernega. FBI ju ni bilo težko izslediti, od kod so bila ta e-poštna sporočila poslana. Čeprav so hekerji poskušali prikriti, kje se nahajajo, so bila vsa e-poštna sporočila registrirana s strani nekoga z iranskim IP naslovom. In rezervni e-poštni naslov za vsakega je preiskovalce pripeljal do spletne strani Arabija. Od tam so uradniki lahko našli Arabijev življenjepis, kjer se je pohvalil svojo zaposlitvijo kot obveščevalni častnik in vodja operacij za IRGC, zračne, vesoljske in kibernetske sile. Prav tako je trdil, da je vdre v podjetje, ki deluje na področju letalske in vesoljske industrije ter satelitov, ter v britansko letalsko podjetje. Arabi in njegovi sostorilci so ukradli informacije od pomembnih tarč, ki delujejo v vesoljski industriji.
ter zanje ustvarili lažne profile, vključno z računi na družbenih omrežjih. Pošiljali so te phishing e-pošte, kjer bi klik na povezavo Arabiju in njegovim sostorilcem omogočil oddaljen dostop do sicer varovanih računalnikov. Pridobili so podatke in vzpostavili stranska vrata, ki bi jim v prihodnosti omogočila lažji dostop. Dve podjetji, eno za sledenje satelitov v realnem času in drugo za satelitsko podatkovno komunikacijo, sta znani kot žrtvi napada, vendar je možno, da so bila tarča tudi druga podjetja. Trojica je bila obtožena septembra 2020, vendar še vedno prebivajo v Iranu. Številka 4. Maja 2017 je britanski NHS obstal, saj so bili zdravniki, medicinske sestre in drugo osebje izključeni iz računalniškega sistema zaradi zlonamerne programske opreme. Presenetljivo se je kmalu izkazalo, da to ni bil ciljan napad za ohromitev zdravstvenega sistema države. Šlo je zgolj za denar, čeprav ni jasno, koliko denarja so hekerji dejansko prejeli. Programska oprema WannaCry je okužila stotine tisočev računalnikov po vsem svetu, uporabnikom zaklenila dostop do naprav in zahtevala med 300 in 600 bitcoinov, da bi jim ponovno omogočila nadzor. Izkoristila je ranljivost v Microsoftovem operacijskem sistemu, ki jo je tehnološko podjetje že odpravilo s popravkom, vendar so bili tisti, ki programske opreme niso posodobili, še vedno ranljivi. Britanske agencije za kibernetsko varnost in drugi zasebni preiskovalci so začeli ugotavljati, kdo je bil haker. Vsi dokazi so vodili do organizacije imenovane Lazarus Group, za katero so ameriške oblasti že dobro vedele. Verjame se, da je Lazarus Group hakerska skupina, ki jo podpira severnokorejska vlada. Skupina deluje že najmanj od leta 2009, ko je predvsem napadala Južno Korejo, a je prvič postala zloglasna leta 2014 z napadom na Sony. Vrželo se je, da je bil Sony tarča zaradi nedavnega satiričnega filma o severnokorejskem voditelju. Verjame se, da je bilo v obdobju vsaj 2 mesecev ukradenih več kot 100 terabajtov podatkov, zasebne informacije o zaposlenih v Sonyju pa so bile razkrite na internetu. Potem se je zdelo, da je bil glavni cilj organizacije pridobivanje denarja. Glede na številne embargoje, ki so bili uvedeni proti državi, severnokorejska vlada večino svojega denarja pridobi na nezakonite načine, vključno z zlonamerno programsko opremo. FBI je identificiral več posameznikov, za katere verjamejo, da so del skupine Lazarus, vključno s Park Jin-hyekom. Hayek je državljan Severne Koreje, izobražen na tehniški univerzi. Kmalu po diplomi je začel opravljati IT delo za vlado in je kmalu postal del vladne skupine hekerjev. Severna Koreja je uradno zanikala obstoj Parka Jima-hyeka in seveda zanikala, da bi imela vlada kakršnokoli povezavo s kaznivimi dejanji, za katera je skupina Lazarus obtožena. Toda to ni ustavilo ZDA, da ne bi dvakrat obtožile Hayeka. Prvič je bil obtožen zaradi svoje vpletenosti v napad na Sony in v začetku letošnjega leta je bil drugič obtožen zaradi izsiljevanja 1 milijardo 300 milijonov dolarjev od podjetij po vsem svetu. Ker pa trenutno živi v Severni Koreji, je malo verjetno, da ga bodo kmalu prijeli. Številka 3. Ne deluje vsaka hekerska skupina, povezana z nacionalnimi vladami, izključno za režim, s katerim je povezana. Nekatere, kot je primer z APT-44, uravnotežijo vladno podprto vohunjenje s kibernetskimi zločini, ki jih izvajajo za lastno korist. Skupina APT-44 ali dvojni zmaj se nanaša na skupino hekerjev, ki ima sedež predvsem na Kitajskem. FBI verjame, da skupina večinoma dela za kitajsko vlado, saj uporablja tehnologijo, ki je običajno rezervirana za tiste, povezane z vladnimi agencijami. Zločini, za katere so jih obtožili, segajo od nameščanja izsiljevalske programske opreme in zahtev po plačilu od žrtev do vdiranja v sisteme za rezervacijo hotelov pred obiski kitajskih uradnikov. Po navedbah podjetja za kibernetsko varnost FireEye so bile njihove glavne tarče v preteklosti običajno tehnološka podjetja.
FBI verjame, da so bili ti vdori usklajeni s cilji kitajske vlade, saj nameravajo razširiti svojo vlogo v tej industriji in da so bili vdori verjetno posebej naročeni. Vendar je skupina v začetku leta 2020 začela obsežen napad na vrsto podjetij. Bančništvo, obramba, zdravstvo, proizvodnja, nafta in plin, farmacija, telekomunikacija in transport. Podjetja z vsega sveta so bila tarča in zastrupljena. V njihove sisteme so bili nameščeni programi in kode. Toda APT44 je razmeroma edinstvena skupina, saj za svoje vohunsko delo ne uporablja le tehnologije, ki jo zagotavlja vlada. Ko ne delajo za vlado, skupina hekerjev napada podjetja za svoj lasten finančni dobiček. Podjetja za videoigre so bila priljubljena tarča, saj je skupina lahko manipulirala z virtualnimi valutami in vnašala zlonamerno kodo v sicer legitimne datoteke. Neznani državljan Združenega kraljestva je bil prav tako tarča napada z izsiljevalsko programsko opremo. Glede na obseg napadov, ni bilo enostavno določiti, kaj natančno je mogoče povezati z APT, APT44 in kaj pripada drugi organizaciji. Vendar je FBI uspel identificirati več posameznikov, za katere verjamejo, da so del te organizacije. Leta 2019 sta bila obtožena dva kitajska državljana po imenu Zhang Haoran in Tan Delin. Po obsežnih napadih v začetku leta 2020 so bili ločeno obtoženi še 3 kitajski državljani, čeprav naj bi bilo vseh 5 del skupine APT41. Vendar ameriški vladi ni uspelo prepričati kitajskih oblasti, da bi sodelovale pri prijetju kriminalcev, kar je le še okrepilo njihovo prepričanje, da skupino ščitijo kitajske oblasti. Številka 2. Tudi nekaj tako koristnega za svet, kot je poskus ustvarjanja cepiva med svetovno pandemijo, ni bilo imuno na poskuse vdiranja. Leta 2020 so ameriški uradniki sporočili, da so obtožili Li Xiaojuja in Dong Xiaojia zaradi njunih napadov. Ne samo podjetij, ki so se trudila premagati COVID-19, ampak tudi nešteto drugih v desetletnem kriminalnem pohodu. ZDA so trdile, da sta hekerja sodelovala s kitajsko vlado in da je bil to del kitajskega poskusa, da prehiti druge države v boju proti nalezljivi bolezni. Kitajska zanika, da bi kdorkoli, ki dela za njih, ciljal na omenjena biotehnološka podjetja. Li in Dong sta bila dejavna že dolgo pred poskusom vdiranja v biotehnološka podjetja. Oba sta znana po tem, da sta dejavna že od leta 2009. Prvič pa sta prišla v konflikt z ameriško vlado, ko sta vdrla v računalnike na lokaciji opuščene jedrske proizvodne naprave. Prav tako sta vdrla v sisteme obrambnih pogodbenikov in ukradla občutljive vojaške podatke o vojaških satelitih in komunikacijskih sistemih. Kriminalci so napadli podjetja po vsem svetu in kradli intelektualne podatke. Občasno so od podjetij zahtevali plačilo, da njihova izvorna koda ne bi bila objavljena na spletu. Običajno so podatki preprosto ukradeni. Po navedbah ameriških uradnikov je kraja del kitajskih prizadevanj za razvoj lastne industrije, vlada pa uporablja svoj gospodarski vpliv, da bi preprečila manjšim državam govoriti o teh zločinih. V času svoje kriminalne kariere naj bi ukradli poslovne skrivnosti in vladne podatke v vrednosti več 100 milijonov dolarjev, ter te informacije uporabili za lastno obogatitev in za korist Kitajske. Toda ti poskusi so se večinoma končali konec leta 2019, ko sta Li in Dong svojo pozornost usmerila na novo tarčo. Vsaj 3 biotehnološka podjetja v ZDA, vključno z Moderno, so bila tarča napadov. Šlo je za izvidniške dejavnosti, kar pomeni, da je lahko šlo za vse od iskanja šibkih točk do iskanja informacij po vstopu v omrežja. Po navedbah oblasti ni bilo nobenih znakov, da bi bile kakršnekoli informacije o raziskavah podjetja ukradene. Vendar je mogoče, da so dostopali do nečesa, ne da bi oblasti to kdaj izvedele. Domnevajo tudi, da so bili vpleteni v ciljanje političnih disidentov, glasnih posameznikov, ki so javno kritizirali Kitajsko zaradi njenega stanja človekovih pravic in drugih spornih dejanj. Številka 1.
Maksim Jakubec je bil označen za največjega kibernetskega kriminalca v zgodovini. On je predmet največje nagrade FBI za informacije o kibernetskem kriminalcu, ki bi vodile do njegove aretacije. Vendar se malo trudi skriti svoje bogastvo ali zločine, saj v Rusiji razkazuje svoje premoženje. Od leta 2009 vodi Jakubec kibernetsko kriminalno skupino Evil Corp, ki je žrtvam po vsem svetu ukradla več 10 milijonov dolarjev. Civijali so na vse, od visokotehnoloških podjetij do navadnih posameznikov, skupina pa ne kaže znakov, da bi nameravala prenehati. Glavni cilj Jakubca je bil vedno finančni dobiček. Skupina je začela s pošiljanjem lažnih elektronskih sporočil in nameščanjem zlonamerne programske opreme, kar jim je omogočilo dostop do bančnih računov posameznikov. Nato bi izpraznili račun, kar je povzročilo finančno uničenje posameznikov po vsej Evropi in Severni Ameriki. Toda zločini Jakubeca so postajali vse večji, saj je začel ciljati na podjetja vredna milijone dolarjev. Julija 2020 je bilo podjetje Garmin, ki se ukvarja s tehnologijo GPS, tarča hekerjev. Vsi podatki podjetja so bili šifrirani, zaradi česar nihče od zaposlenih ni imel dostopa do njih, dokler ni bila plačana odkupnina. To ni bilo prvo podjetje, ki je bilo izpostavljeno takšnemu napadu. Evil Corp je prevzel odgovornost za podobne napade na 8 podjetij s seznama Fortune 500 in eno večjo novinarsko hišo ter še nekatere druge. Ker je več ljudi delalo od doma, so hekerske skupine leta 2020 lahko dosegle več podjetij kot kdajkoli prej, saj so ljudje pogosteje delali na manj varnih napravah. Ves ta denar je omogočil Jakubecu razkošen način življenja. Na spletu so se pojavili posnetki, na katerih Jakubec razkazuje svojo obsežno zbirko superšportnih avtomobilov in izvaja kroge okoli policistov. Verjameho celo, da je njegova poroka stala več kot 250 tisoč dolarjev. Toda Jakubca iščejo zaradi več kot le finančnih zločinov. Znano je, da je delal za rusko obveščevalno agencijo FSB in je zet nekdanjega častnika elitne specialne enote FSB. Leta 2018 je pridobival dovoljenje za delo zaupno rusko dokumentacijo, verjame pa se, da zdaj svoje hekerske sposobnosti uporablja za vohunjenje. Po navedbah varnostno-svetovalnega podjetja TrueSats naj bi skupina Evil Corp zdaj napade z izsiljevalsko programsko opremo uporabljala le kot krinko za svoje prave cilje. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, ne pozabite klikniti na gumb Všeč mi je. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Jaz sem bil top 5 neznanih in se vidimo v naslednjem videu.